En lep pozdrav v naši družbi. Tole je nov podcast Mladinske knjige Dobro življenje. Danes pa o temi, ki predvsem starše zelo zanima. Pravzaprav o temi, ki je tema pogovora vsakega starša v vsaki službi, in sicer, a vaši so pa zdravi. In odgovor ponavadi je ne, ravno kar smrkajo in tako naprej. Torej, miti in resnice o zdravju naših otrok. Moje ime je Gregor Trebušak, sem oče 2 hčerk, zato bom tudi v tej temi zelo veliko spraševal. Ob tem sem še voditelj in novinar, kar pomeni, da o tej temi pa tudi že zadnjih nekaj 10 let govorimo in miti in resnice se ne boste verjeli ali pa boste v letih spreminjajo. In zato je današnja gostja kot naročena za to pediatrinja Vlasta Kunaver. En lep pozdrav. Lep pozdrav tudi tebi. Sem bila zelo vesela tega vabila, pa po moje, da bo tudi morda sveže, ker zelo velikokrat nas te teme sprašujejo mamice, zdaj bo pa očka spraševal, tako da moram reči, da sem vesela. To pa bo. Mogoče samo za začetek, da povem, to se mi zdi prav, da delim. Ti, mi da se bo tikala v tem pogovoru, ob naslednjem mojem obisku pri vas pa ne. Si moja osebna pediatrinja oziroma pediatrinja za moje 2 hčerke. Zelo z veseljem, ker sta zelo luštne punčke. Upam, da se bomo čim manjkrat videli, to vedno rečemo. To si starši upajo. Zdaj, teh vprašanj je pa res kar nekaj. Do 4 leta nazaj se s tem nisem ukvarjal, razen pri mojih sestrah, ki imajo že otroke. Je pa res, da kot bil sem tudi urednik, vem, da so imeli starši, ki so imeli otroke, vedno težave, ker vsake toliko časa ali pa kar velikokrat ostanejo zaradi bolniških doma. Pa če morda začneva, da spoznamo tebe kot osebo, nisi povsem navadna pediatrinja. A to drži? Ne vem, kaj to čisto dobro pomeni. Bom jaz povedal. Spletna stran pediater.si je odlična spletna stran, kjer dobimo odgovore na vsa vprašanja, ki si jih dnevno postavljamo, pa so odgovori zelo enostavni. Ne zakomplicirani, zelo človeški. Ta druga stvar, ki me je navdušila že takoj, ko smo se spoznali ali pa, ker sem se zdaj pripravljal na pogovor, je, da, če se ne motim, ste zelo v vaši družini povezani s hribi. Ja, to vsekakor drži. In to pravzaprav že tako kar nekaj generacij, v bistvu že od mojega dedka naprej, pa oče, pa cela naša družina. Ampak to zdaj ne govoriva o Šmarni gori, a ne? Ne, v bistvu o gorah vseh velikosti. Meni je še danes zelo ljuba narava, čisto v vseh oblikah. Od hribov, ne samo hribi, tudi voda, potapljanje, tudi malo plezanja, hribi, vse bom rekla, od najmanjših gričkov pa do Himalaje. Ampak tisto, kar se meni zdi pravzaprav nekako najbolj dragoceno, ampak to sem pravzaprav šele čez čas spoznala, takrat definitivno nisem, ker sem bila pač hčerka v svoji matični družini, ampak zdaj vem, da v bistvu to, kar smo otroci dobili, da smo v naravi varni, da je narava pač naš prostor, to mi je sigurno dalo tako za celo življenje eno tako zelo veliko doto. Jaz zdaj vem, da zunaj ne bom zmrznila, da me po noči v gozdu ne bojo pojedle divje živali in tako naprej. In da pač v naravi vedno najdem in sprostitev in mir in mi je tam fajn. A bova v tej uri pogovora lahko malo krožila tudi o tvoji mladosti, pa kot mami 2 sinova, Himalajo ste imeli, kaj to pomeni? Da ste bili več kot na 2800 metrov. Mislim, v Himalaji sem bila in na 3 himalajskih odpravah alpinističnih, pa na kar velik trekkingih. Moram reči, da moj tak najbolj ljub izlet v Himalajo mi je bil ta zadnji, ko sta si moj starejši sin in njegova Ana zaželela, da gremo mi 3 skupaj. Tako da sem še danes prav ganjena. Sploh, da sta si to zaželela in da smo se imeli super fajn, tako da to je bilo res eno tako lepo doživeti. Katera je pa tista številka, sam se tudi potapljam, pa sem pač dosegel 50 metrov globine. Kaj pa pri višini, katera je najvišja?
Moja največja višina je bil vrh Trisula 1, to je bil 7128 metrov, tako da po eni kar težki prvenstveni smeri, tako da pa še s Sandijem, mojim bivšim partnerjem, sva z jadralnimi padali dol odletela, tako da je bila lepa odprava. Pa zelo luštno smo se imeli vsi skupaj, ko smo bili tam, tako da lep spomin. Zdaj razumete, kar sem na začetku rekel, a ne? Oziroma razumeš, kar sem na začetku rekel, da nisi čist navadne pediatrinje. Okej. Sem mislila, da je kaj hujšega. Ne. Mislim, ne vem, če kaj hujšega obstaja, da skočiš iz takih višine s jadralnim padalom. Ne, ampak ravno to je tisto, kar si prej vprašal, ne, kaj ti da recimo ena taka družina, stari starši, ki so bili v naravi doma. Ravno to mi da pravzaprav ta občutek, da mi je tam varno, da mi je tam fajn, da pač jaz naravo zelo, zelo spoštujem. Tako naravo, to, ki si jo mi predstavljamo zunaj, kot tudi naravo, ko govorimo o zdravju, pa o delovanju telesa. Tako da naravo zelo spoštujemo in vem, da če jo spoštujemo, pa če nekako se ravnamo po zakonih, ki tam veljajo, pa ne bojo to v hribih ali pa pri našem zdravju, nam je v redu, ne? Smo relativno varni. Ta uvod sem mogel narediti zato, da si bomo lažje predstavljali, ker v vseh odgovorih, ki sem jih jaz prebral, ki si jih ti dala, sem doživel prav to, da ta pogled je pa drugačen, kot ga ponavadi imamo. Zelo naraven in zato se mi zdelo pomemben, da tudi vsem tistim, ki so zdaj z nama, poveva, kdo je Vlasta. Zdaj pa, če mogoče začnejo pri teh mitih. A se ti zdi, da koliko časa si že pediatrinja? 28 let bo januarja. Mislim, delam v otroški ambulanti toliko časa, ampak specializacijo sem kasneje naredila. Ampak z otroki delam od leta 96. Se ti zdi, da smo se starši zelo spremenili v tem času? Dobro vprašanje. Skozi leta morda tisto, kar jaz vidim, raste zaskrbljenost. In to je to, kar mene, moram reči, plaši. Plaši me kot mamo in plaši me kot otroško zdravnico. Ta v bistvu zaskrbljenost za otroke ni vedno fajn. Zaskrbljenost je super, če to pomeni, da smo bolj skrbni, da hitreje začutimo, da ima otrok težave, ampak ni pa zelo fajn v tem smislu, kot ga zadnja leta vedno več vidimo, ko pravzaprav banalne, majhne težave rastejo v velike in zaradi tega so tudi otroci preplašeni, starši pripeljejo otroka, ki ima, ne vem, pol ure, 38 pa pol, zelo zaskrbljeni, seveda je ves prestrašen, zaradi tega tudi otrok. Tako da ta del pa mogoče tudi za otroke ni tako zelo fajn. Pa greva kar konkretnim primerom, mogoče, zdaj si omenila ravno to 38 temperatura. Prehladi, to je ena taka zadeva, ki vem, da vedno to napišeš. Prehladi so del otroštva. Nekje sem celo zasledil, oziroma ta je bil pa naš primer, ko smo mi tudi prišli, seveda, ko sta bili obe smrkave, pa ni bilo nič, seveda, vse v redu, pa si pol ti na koncu rekla, sej zato pa jim rečemo smrkavci. Ja. Ta izraz je danes tako že majčkeno arhaičen, zgodovinski, ampak zelo lepo opiše, nazorno opiše eno obdobje v našem življenju. In včasih se mi zdi, da so to zelo lepo sprejemali, da to pač tako je, da majčkeni ti predšolski otroci, da pač tiste svečke visijo pod nosom in da to nekako spada zraven. In to še vedno nekako, recimo, ko potujemo kam na vzhod ali pa v Afriki, jaz nisem bila, ampak tisti, ki so bili, ravno to isto povejo, tam pač imajo otroci svečke in se tudi nam to, ko smo v drugem okolju, zdi kar normalno. Ko imajo pa to isto svečko naši otroci, smo pa grozno zaskrbljeni. Jaz nekako pogosto starše tolažim na tak način, da to obdobje pogostega zbolevanja je sicer zelo, zelo neprijetno. Zelo neprijetno je tudi, ali pa stresno za nas starše zdaj, ko veš, da težko izostaneš iz službe, ne vem, imaš dogovorjene pomembne sestanke, neke zadolžitve in tako in ti otrok nenadoma zboli.
To je vse skupaj zelo, zelo neprijetno, ne, poleg tega, da je otrok bogi. Ampak tudi to obdobje ima eno mesto v našem življenju, a ne, ima eno mesto pri razvoju našega imunskega sistema. V tem obdobju si pridobimo, kako bi rekla, zalogo, zbirko enih protiteles, ki nam koristijo ostanek življenja. Zato recimo, ali pa tudi zato, kasneje v življenju ne zbolevamo tako zelo pogosto. Statistika, sicer ameriška, pravi, da odrasel normalen preboli 2 do 3 prehlade na leto, pri otrocih ta ista statistika pravi 10 do 11 povprečno. Se pravi, da so tukaj tudi otroci. Ja. Pa če je to recimo več v hladnih letnih mesecih, takrat, ko vemo, da pač nas vse to malo večkrat doleti, je lahko to celo 2-krat na mesec. To pravijo temeljni pediatrični učbeniki. Ampak v naši glavi v današnjem času, v tem prostoru zdaj, je pa to nekaj groznega. In zdaj mit, vprašanje, Ja. Naprimer, včasih je bilo, če je pa prepih, se boš pa prehladil. To je ena taka stvar, ne? Boš videl, na zapiri okna, vidiš, da piha. A to drži? Ne, nikakor ne. Zdaj, fiziologi so kar dolgo se trudili dokazati, kakšna je povezava tudi med mrazom pa tako pa zbolevanjem. Pa so te povezave zelo, zelo trhle, ne. Zdaj, definitivno zbolevamo zaradi stika z povzročitelji. V tem primeru, ko govorimo o prehladih, predvsem virusi, cela vrsta jih je. So pa v zadnjem času vendarle uspeli dokazati ene povezave, pravzaprav samo v tem smislu, ne, da se virusi nekako razmnožujejo majčkeno lažje v naših zgornjih dihalih. Tle je predvsem mišljena sluznica v nosu, takrat, ko je malo hladnejše. Potem, da smo v zimskem času več v zaprtih prostorih, zaradi tega bolj izpostavljeni večjim koncentracijam virusov, da smo manj na soncu, D-vitamina manj, ki ne bi tukaj ščitil in tako naprej. Se pravi, tle je nekaj teh samo posrednih zvez, ampak zaradi tega, ker so v vrtcu odprli okno, definitivno ne bojo otroci zboleli, a ne. Kaj pa, če ga odpremo, ne vem, zvečer, ko gredo otroci spat? Rekla si, vem, da ne bom zmrznila vzunje pa tako naprej. Sej butasto vprašanje, priznam, ampak vseeno, zdaj bomo imeli veliko vprašanj takšnih, s katerimi se tudi jaz soočam. A je temperatura, ne vem, 22 stopinj ali pa 19, a ima to sploh kakšno povezavo? Ne. V bistvu smiselno je, da pač imamo v prostorih, kjer počivamo, kjer spimo, nekaj stopinj manj kot, ne vem, v dnevni sobi. Tisto, kar je pa res zelo pomembno, sploh ko govorimo o majhnih otrocih, je pa, ja, zelo, zelo pametno je, da te prostore prezračimo, da jih pogosto prezračimo. Na ta način tudi dvignemo vlago v prostoru. Namreč danes zelo, zelo velika večina ljudi živimo v centralno ogrevanih prostorih, tako ali drugače centralno ogrevanih. To pomeni, da je zrak suh, to pomeni, da kar fino krožijo vsi mogoči delci prahu in tako. In to je tisto, kar dejansko sploh pri otroških dihalih lahko povzroča kar nekaj težav, a ne. Otroška sluznica v dihalih je dejansko bolj občutljiva kot odrasla, a ne. Tako da, ko govorimo o otroških spalnih prostorih, zračenje definitivno, ja. In zdaj sva pri strahu, rekla si, starše skrbi. Zame najhujša stvar je, ko začne ta punce kašljati tako, kot kuža, ali ta pasji laješ, a ne, to sem si seveda prebral. In potem ugotoviš, da je najboljša rešitev za to, zelo enostavna, da jo primaš in naneseš na balkon, zaviješ odeko in ta pasji laješ mine v roku parih minut, če ti seveda uspe, da se otrok ne prestraši, ne joka, ker ta kombinacija je pa slaba, a ne, in potem je cela noč kar v redu. Ja, ko otroček kašlja kot kuža, laja, ne, to je tak zelo značilen opis, ampak te vrste kašelj resnično slišimo ali pa opazimo takrat, ko otrok preboleva laringitis. To je takrat, ko se okužba preseli v nižje dele dihal, tam nekam v okolico glasilk, glasilke utečeta in zaradi tega je ta kašelj tak zelo specifičen. Res, ko ga enkrat slišiš, se za vse večne čase zapomniš, kako kašlja otrok, ima laringitis. In dejansko je tukaj najboljša pomoč hladen zrak, a ne. Tako da to, kar si opisal,
je dejstvo. Ne? Mi tudi po noči v dežurno pogosto starši pripeljejo otroka, rečejo, doma je še imel čisto lajajoč kašelj, tukaj smo ga pa samo od vrat avta prinesli do vašega vhoda, pa je ta kašelj prenehal. Ne? Samo pogosto se je pa starši majčkeno težko sploh dogovoriti, da bi to naredili, zaradi tega, ker si nekako tako dojemajo, saj že itak v zbogi, saj bolan, a zdaj ga bom pa še na mraz nesel, joj, to pa ne. Tako. Se pravi, to je tudi mit, nesi ga ven na mraz, pa bo v redu. Ali pa eni odpirajo hladilnik, to so zdaj take hecne, ampak... Ne, pri laringitisu dejansko ta hladni zrak pomaga, ne? Ampak to je taka specifična zadeva. Sicer pa tukaj dejansko ta hladni zrak, ta lajajoč kašelj, otežen vdih dejansko zelo hitro lahko umiri. Ampak če ga ne, tukaj, da ne bi to kdo narobe razumel, če se pa to na hladnem zraku ne umiri, si pa vendarle tak otroček zasluži pregled. Ker včasih so dejansko lahko zelo prizadeti. Tako da če nekaj minut tega vdihovanja hladnega zraka ne pomaga, potem pač obisk v dežurni ambulanti. Še malo bom pri teh prehladih ostal, zdaj pa še vrtec, zdaj imamo pa še to. V vrtcu imajo vsi svečke, seveda, in ti veš, da jo boš imel slej ko prej tudi ti. In vprašanje staršev, pa zdaj imamo še ta NIJZ, ki priporoča pa tako, a ga peljati v vrtec, a ga ne peljati v vrtec. Vem, odgovor ni enostaven, niti ne enoplasten, ampak to je eno od tistih vprašanj za $1 milijon. Ja, večplasten odgovor in večplastno vprašanje. Otroci s svečkami v vrtcu seveda pomenijo vir okužbe za druge otroke. Tega si seveda nihče ne želi. Tle je zelo težko odgovoriti. Če bi bilo vse tako, kot bi moralo biti, bi seveda mi vsi imeli en, kako bi rekla, backup, ko otrok zboli, pa morda ni tako zelo ubogi, da bi morali z njim ostati doma, bi bila zraven, ne vem, babica, soseda, nekdo, ki bi ga pač tisti dan negoval, to bi bila nekako tak idealen scenarij, ampak velika večina otrok in staršev tega pač nima, zato se zelo pogosto v vrtcih znajdejo otroci, ki morda nimajo visoke temperature, ampak kašljajo, pa imajo tisto svečko pod nosom. V enih vrtcih so glede tega bolj strogi, v drugih manj. Tudi ta korona čas, ki smo ga ravnokar dali skozi, je te stvari morda še majčkeno bolj zaostril. Tle je zelo težko reči. Pač otroci, ki so še vedno akutno bolni, ki prebolevajo prehlad, ki jim teče iz učk, recimo, načelno so taki otroci vedno vir okužbe pa za druge. In to ni fajn. Jaz razumem tukaj obe te situacije. In ti je grozno zjutraj, ko ne veš, kaj narediti, ne grem v službo, a ne ostanem doma, ali a bo zdaj otrok še huj zbolel, a je zelo ubogi, ali zdaj sem malo posmrkal, sem malo pokašljal. To so težke odločitve. Ko imaš majhnega otroka doma, to ni lahko. Eno pametno stvar sem prebral, se jo boste prepoznala, oziroma jo boš prepoznala. In sicer otrok, ki ima vročino, pa je ubogi, ga boli glava, pa mogoče ne zna povedati, če ga peljemo v vrtec, za njega je to v bistvu zelo težko. Mi, ko imamo vročino, pa nas boli glava, zelo tečnarmo, jamramo in gremo seveda ležati. Otroka pa peljemo v vrtec. To si napisala ti, da imamo v mislih. Zlahka bom to prepoznala, zaradi tega, ker to je tisto, kar običajno staršem odgovorim na to. Starši vedno sprašujejo ta drugi del. Vsi smo pravzaprav, saj ni lepa beseda, ampak napsihirani od tega, kaj nam bojo drugi rekli, a bo zdaj kdo koga nalezal, ampak jaz starše vedno spomnim na to. Prvo vprašanje, ki si ga moramo glede tega postaviti, a bomo otroka peljali v vrtec ali ne, a se dobro počuti, a je on okej. Jaz mislim, da je otrok za vrtec, oziroma še to morda, vedno nas sprašujejo, koliko dni po vročini, koliko dni po kašlju lahko gre otrok v vrtec. Jaz mislim, da je to popolnoma nesmiselno vprašanje in tudi odgovor na to bi bil nesmiseln v številu dni. Jaz mislim, da je edino merilo to, ko je otrok seveda brez temperature, ko vidiš, da je tako živahen, kot smo ga doma navajeni, ko ne rabi več počitka kot običajno, ko je normalno ješč, normalno igriv, tak otrok je za vrtec.
dokler pa vidiš, da rabi 3-krat na dan iti spat, da še kar nima apetita, da je ves utrujen, se pride večkrat na dan pocrkljati, kot smo to pa ni. sicer navajeni, tak pa ni za vrtati. In zdaj smo spet pri vprašanju o mitu, da ne bi bili prehlajeni, a ne, ker tega si seveda ne želimo. Imamo danes en kup ponudbe prehranskih dodatkov, ki je kup to, pa uno, pa v lekarni ti dajo take sladke bombončke, a ne, pa vse. Potem pa jaz recimo vidim tvoj odgovor, pa rečeš, ni čisto tako, no. Proizvajalci vseh teh prehranskih dodatkov me najbrž verjetno sovražijo. Ampak dejansko je res, da vsi mi bi si želeli, kadar imamo katerikoli problem, pa tukaj ne mislim samo prehlade, pa tisto, čemu rečemo odpornost, vsi mi si želimo nekih hitrih rešitev. Če imam problem, si želim nekaj kupiti, nekoga poklicati, nekaj narediti, da mi bo, če se da, čez 20 minut boljše, ne? Če pa ne čez 20 minut, pa vsaj zvečer, a ne? In dejansko tudi pri zdravju seveda to isto velja. Se mi zdi, da to je tudi nekaj, kar si vprašal, kaj opažam, da se spreminja, a ne? Tukaj se ne spreminjajo, tle ne bi mogla reči starši, vsi mi se spreminjamo, a ne? Vsi mi, čas je nekako, vse se obrača hitreje in tudi naša pričakovanja, koliko hitro bi morali biti zdravi, koliko hitro bi nam moralo biti boljše, koliko hitro bi nas moralo nehati koleno boleti. Vse to se skrajšuje, a ne? In smo seveda pripravljeni poseči čisto povsem, da bi ta čas skrajšali, a ne? Tako da v tej luči jaz razumem, da je pač in na eni strani ta ponudba iz dneva v dan večja in tudi poraba teh raznih prehranskih dodatkov in tega večja. Ampak tako, vendarle jaz vedno nekako poskušam starše, kako bi rekla, usmeriti v to smer, da vendarle preživijo čim več časa z otroki, da se družijo, da sploh so z njimi, da so z njimi na prostem, da si vzamejo čas za kuho doma, da jim ponudijo čim več svežega sadja, zelenjave, da so jim pri tem za vzgled, ne, pač, če starši ne jejo sadja, je težko pričakovati, da ga bodo jedli otroci. Če so starši bolj na kavču, je težko pričakovati, da bojo okrog bloka letali otroci. Tako te stvari, no. No, pa sva zdaj. Sem mislil, da kakšne severnjaške ribje vitamini, da če to grem zdaj kupiti, da se izognemo. Mogoče zdaj en skok samo spet v tvojo mladost, a ne, ali pa potem, ko si bila mama. To, kar ti govoriš tudi na pediater.si ali pa v Pogledu, na primer v Cicidojevi prilogi za starše, ki jo sam berem, se zelo enostavno sliši, a ne. Biti starš je praktično, imaš otroke, saj se zbolijo, zrastli bodo in tako naprej. Ena anekdota je menda taka, da ko si bila s svojima sinovoma nekje zunaj, se je nekdo ulegel v lužo, eden od tvojih fantov, in je ta tvoja prijateljica gledala to in rekla, ja, a ne boš nič rekla? In si rekla, lej, moraš sprobati, je vse v redu. In potem je ta rekla, zdaj si me prepričala, da bom imela pa jaz tudi otroke, ker biti starš je pa očitno zelo enostaven. Ja, mičkam drugače bilo, mislim, to pravzaprav ni ravno anekdota, ampak moja prijateljica mi je zdaj par let nazaj to pripovedovala, kako je bilo, kdaj se je ona odločila, da bo otroke sploh imela. In je dejansko, smo bili pod Krvavcem tam na enem travniku in je moj mlajši sin hodil od luže do luže in je svoje blond dolge laske na 2 leti bil takrat star tako namočil v lužo, stopil sred luže, namočil tiste laske v lužo, jih tako utresel in šel do naslednje in tako naprej, ne. In ja, moja prijateljica je mene opazovala, jaz sem pač Andreja gledala, nisem gledala stran pa klepetala, ampak sem pač opazovala, kaj dela. In pač nisem posegla v to njegovo igro, ne. In takrat je ona, to me je pač leta kasneje pripovedovala, da takrat, ko je videla, da si tudi na majčkeno bolj sproščen način lahko skrben starš, je rekla, saj pa bi pa jaz tudi imela otroke, tako.
Vsi govorimo, vsi govorimo, ja, se jaz pa ne bom kompliciral. Zdaj tudi v vseh teh podcastih, ki sem jih snemal za Mladinsko knjigo ali pa v pogovorih, vsi vemo, vzunaj moramo biti, ne računalnika, ne otroci plezajo. Ampak vseeno kar veliko težimo. No? Nas kar veliko skrbi. Ne vem, kje ne začnem. Tisto, kar se meni zdi pravzaprav pri vsem skupaj še najslabše, je to, da starši na tak način s tem nenehnim poseganjem v to, kaj otroci počnejo, pravzaprav nerviramo sami sebe. Ves čas smo okupirani s tem, kaj počne otrok. In po drugi strani, če se postavimo v vlogo otroka, imaš nad sabo nekoga, ki ti ves čas govori, ne to, ne ono, daj to, glej ptička, lej to. To je v bistvu grozno naporno. In jaz sem že večkrat, ko smo s različnimi starši na to prišli, so si rekli, ojoj, pa res, saj to pa sploh nisem nikoli pomislil. Danes imamo eno tako, po mojem, mičkeno izkrivljeno sliko, kaj pomeni biti dober starš. Se mi zdi, da je, pa ne vem čisto točno zakaj, mogoče tudi zaradi te preobilice in spletne in tiskane in posnete in ne vem kaj materialov v zvezi z starševstvom, da smo vsi skupaj postali majčkeno anksiozni oziroma da smo sami sebi postavili neke previsoke cilje ali pa ene zahteve, kaj vse moraš kot idealen oče ali pa mama početi. In zahtevamo od sebe stvari, ki niso potrebne, pa še otrokom so tečne, včasih celo škodljive, po moje. Ko dobimo otroka, ni nobenih navodil, pol jih pa iščemo. Ja. Ampak jaz to že v šoli za starše. Pa sem precej prepričana, da tisto, kar takrat govorim, bodoči starši tako pozabijo. Ampak jih poskušam opozoriti na to, da te stvari, ki vsi pričakujemo, da če bomo samo prebrali dosti stvari, pa dosti časa preživeli pred kakšnim ekranom, da pa bomo pa vse vedeli, kako narediti, da to deluje za pralne stroje pa računalnike, za otroke pa žal ne. Svojega otroka, še en stavek povem, ker sem ga prebrala. Včasih sem ob rojstvu otroka podarila sem eno knjigo Otrok od rojstva do šole. In avtorica je tam v uvodu napisala en stavek, ki je meni grozno všeč, pa se mi zdi, da bi si ga vsi morali zapomniti. Ona je tam napisala, da lahko preberemo celo goro knjig, po svojem otroku še vedno nič ne vemo. In to se mi zdi tako zelo, zelo, zelo pomembno. To je res velikokrat tudi staršem kasneje ponavljam. Dajte opazovati svojega otroka, dajte se ga naučiti razumeti, pa dajte na drugi strani tudi sami sebi zaupati, kaj vidite, kaj čutite. Jaz sem zelo prepričana, da kot starši vedno vemo, a je otroku dober ali mu ni dober. Zelo velikokrat smo deležni nekih teh dobronamernih nasvetov iz leve, iz desne, zakaj ga pa že nisi peljal, a vidiš, kako kašlja, a vidiš, ne vem, hodi na ven, na noter, zakaj ga pa še niste peljali, pa tako. Ampak kot starš mislim, da vedno nekako za svojega otroka veš, a je nekaj narobe ali ni narobe. Samo nekako si ne upamo vedno zaupati sami sebi. Eno to vprašanje sem imel za vas, zate, takrat, ko ste bili naša pediatrinja tudi, no. Sem rekel, mi pa nimamo punče v vrtcu. Je koronski otrok, takrat seveda so bili vrtci koliko vsi zaprti, kot da smo bili pač doma. In se spomnim, da si rekla, saj ni treba, če ni potrebe, ni treba. Potem pa te drugi prišepetovalci, pa tako pa reč, ne, to pa res mora iti zaradi te socializacije in tako naprej, in da se prekuži. Ta stvar se mi je zdela tako zanimiva. Mi je rekel en prijatelj, veš kaj, boljš, da se zdaj prekuži, kot pa kasneje. Spet so pri mitu ali pa pri resnici. Kako je s tem? V bistvu malo par obojem. Zdaj tako tisti prekuži.
prej ali slej vsi otroci pridejo v stik z več okužbami. Saj imamo tudi otroke, ki so celo predšolsko obdobje pač kje doma v varstvu, ampak pri tistih se to nekako zgodi, ko grejo v šolo. Zelo taka stvar, ki se pravzaprav skoraj v vseh družinah vidimo, recimo prvi otrok v družini gre nekako zdrav do vrtca, vsi mlajši seveda ne, ki imajo pač nekako eno tako bolj stalno dobavo virusov že prej, pa že v prvem letu zbolevajo, so prehlajeni, kašljajo in tako naprej. Tako da, ne vem, se mi zdi, da prej ali slej vsak otrok to da skozi, eni pač mlajši, eni pa starejši, tako da tle neke hude razlike ni. Eno izmed poglavij na strani pediater.si so bile alergije. To se mi zdi tudi ena taka stvar, o kateri res veliko govorimo, včasih smo manj. Danes se mi pa zdi, da je skoraj da v vsakem razredu en kup alergičnih otrok na to in drugo in tretjo stvar. A smo zdaj bolj pozorni, ali se malo domišljamo, ali se je vse toliko spremenilo, da dejansko to je zdaj? Ali vse malo? Po moje tukaj vsakega malo, tako kot pri mnogih stvareh. Dejansko tako zelo veliko otrok z alergijami potrjenimi kljub vsemu ni. Je pa veliko strahov, da je otrok na nekaj preobčutljiv, tako da zdaj tisto po mojih izkušnjah imam že dolgo v planu, pa nekako ne pridem do časa, da bi dejansko preštela po kartotekah otrok, ki so pri meni opredeljeni, koliko je dejansko potrjenih alergikov. Tako da točno številko je težko postreči. Zdaj v medijih so včasih te številke zelo velike, ampak dejansko pa ni tako zelo veliko otrok, ki so na kaj preobčutljivi. Je pa dejstvo, da danes so otroci izpostavljeni veliko več nekim stvarem, predvsem pri prehranski industriji, ki so zašle v hrano po taki ali drugačni poti in seveda niso vedno zelo koristne. Tako, če bi rekla po starosti otrok, zanesljivo je največ otrok z nekimi preobčutljivostmi na hrano v prvem letu, morda v prvih 2 letih. Ampak na veliko srečo večina teh preobčutljivosti, tukaj gre predvsem za alergijo na kravje mleko pa na jajce, izzveni. Velika večina že do dopolnjenega 1. leta, potem pa do 2. Tako da dejansko otrok, ki imajo potrjene alergije, kasneje ni prav veliko. Zdaj zelo popularno seveda tudi vprašanje, ne morem mimo tega, ali pojemo preveč mesa, da bi ga mogli manj zaradi toplogrednih plinov in tako naprej. Bom delil svojo izkušnjo, ko sem bil jaz majhen. Jaz se pa spomnim, da smo dejansko manj mesa jedli, zato ker ga takrat ni bilo, pa še tisto meso, ki je bilo, ni bilo tako fino, kot danes. Jaz se spomnim, da kot otrok sem imel, ne vem, kako se reče, ampak v ustih skozi tistega, ki ga nisi mogel pojesti. Danes pa priznam kot kuhar, ker pri nas doma jaz kuham zelo rad, znam pa težko narediti kosilo brez mesa. To ne vem, kdaj se je to spremenilo, ampak tako pač je. Potem imamo pa zdaj na eni strani zelo močen ta lobby, da bi bili vegani, pa vegetarijanci. Je pa seveda logičen, da bi bilo čim bolj uravnoteženo najboljš verjetno, ne? Tle je zdaj težko reči. Dejstvo je, da velik del sveta je itak vegetarijanski, ker pač mesa ne jejo, pa ravno tako preživijo. Ampak v našem okolju smo pa navajeni mešane prehrane, se pravi, da jemo tudi meso, mlečne izdelke, jajca, zelenjavo, sadje. Tako da jaz nekako verjamem, da vendarle pač je za naše okolje tista, bom rekla, primerna hrana, ena taka, tako kot si rekel, ena uravnotežena. Tisto, kar se meni pravzaprav zdi bolj ključno, je to, da se potrudimo dejansko do kvalitetnih sestavin pridati. V našem okolju, na srečo smo doma v Sloveniji, kjer pravzaprav ni izgovora, da ne bi prišli do kvalitetnih sestavin hrane in tudi ni izgovora, da ne bi sami kuhali. Tako da zelo velikokrat slišim, saj nimamo časa, kako naj pa doma kuham. Ali pa zelo velikokrat slišim, da je večerja doma, je kruh pa pašteta ali pa pač nekaj namazanega. Meni se to zdi pravzaprav bistveno večji problem kot pa vprašanje, a jemo meso ali ne jemo meso. Pri mesu sigurno najbrž ni zelo zdravo, če ga jemo zelo veliko, tudi ni nobene potrebe.
tudi ta potreba, koliko sploh beljakovin ne bi na dan zaužili na kilogram telesne teže, to je velikokrat malo napihnjeno. Tako da jaz tisto, kar se meni zdi pri hrani bolj pomembno, bolj ključno je, da se dejansko potrudimo pripravljati eno tako zdravo, domačo, raznoliko hrano za družino. Tudi zelo velikokrat je zdaj ta hrana ratala en tak zelo velik problem, ne, tako, ali pa zelo veliko enih skrbi je povezanih s hrano. Velikokrat starši mislijo, da mora otrok že v prvem letu sprejeti vso hrano in da je grozno narobe, če ne je graha, brokolija ali karkoli takega. Jaz tukaj zelo velikokrat tolažim. Veliko je otrok, ki pravzaprav zrastejo ob nekaj vrstah hrane. Ampak če to nekako tako, mislim, rečem tako, ne gledati en dan posebej, dajte gledati en teden skupaj, a ne? In če gledaš, kaj je otrok v enem tednu pojedel, je pa v večini primerov vendarle jedel kar raznoliko, a ne? Zelo, zelo redko naletimo na otroke, ki ničesar od sadja ali pa zelenjave ne bi marali, a ne? Starši otroka pripeljejo, rečejo, nobenega sadja ne jem. Pa jaz rečem, ja, kaj pa je? Samo kakšen jabolk. Pa saj tudi jabolko je čisto v redu, a ne? Če vaš otrok je jabolko, pa ne je jabolko, saj s tem ni nič narobe. Kaj pa rečem, kaj pa od zelenjave je? Tisto pa samo kumare. Ja, pa kumare, a ne? Tako da, če otrok je recimo en sadež od sadja, pa pač nekaj od zelenjave, je tudi to nekaj, a ne? Tako da velikokrat je zelo veliko ene slabe volje, skrbi, tudi kreganja ob družinskih mizah, zaradi tega, kaj otrok poje, pa kaj ne. Zdaj se malo smejim sam pri sebi, ker danes smo imeli za kosilo špinačo, pa pire krompir, pa jajce. Škoda, ker ni video posnetka, pa sva ga naredila, no. Jaz imam zelo trmasto hčerko ta malo in ona že, ko sem jo nesel za mizo, rekla, tega pa ne bom. Ne, špinača je zelena in tega ne je. Tako da ja, ampak se ne sekiram, ker sem imel malo več jaz pol za pojesti. Jaz sem slišala že vse sorte. Recimo otrok, ki ne je ničesar, kar je okroglo, ne, tukaj so bili grahi, grozdje in tako naprej, ne. Naš bivši šef, doktor Novak, je bil zelo sistematičen in je pri sistematskih pregledih nekaj časa spraševal, kaj je tista hrana, ki jo najbolj ne marajo. In zlati zmagovalec je brokoli. Še eno vprašanje, pa boš pol naprej. Prej ste omenili, nisem pozabil tega, da je grozen, ko otroci zvečer dobijo kruh, pa ne vem, pašteto ali pa kaj namazano. Zakaj je pa to slabo? Ne, nisem mislila, da je grozno. Razumem, ja, tako. Ne, nisem Tako ste mislila, da je omenila, ja. grozno. Ampak to gre ponavadi tako z roko v roki s tem, da nimamo časa kuhati, a ne? Tako, jaz sem zelo prepričana, da seveda ne moreš ti na hitro skuhati golaža ali pa polnjenih paprik, ampak vedno se pa da kaj pripraviti zelo hitro, a ne? In to se mi zdi, da je mogoče majčkeno nekako nam iz glave padlo, da ni nujno, da se ravno trudimo s francosko kuhinjo pač v družini, pač v tisti vsakodnevni naglici. Ampak ene stvari pa pač lahko pripravimo, ne. Pa ni čisto nič narobe, če so prilagojene tudi nekako družinskemu okusu pa otrokom. Jaz sem nekako zelo prepričana, da je super fajn, da se pač pri mizi dobimo, da se imamo pri mizi fajn, da to ni prostor, kjer se zdaj z otrokom kregamo še tistih 10 minut, ko smo skupaj. Da ne poje. Ja, tako, ne, da je to zdaj eno bojno polje glede tistega brokolija ali pa graha, ne. Da je le v bistvu bolj pomembno, da se podružimo, da imajo otroci priložnost podeliti starši, kaj so počeli, da jih imamo pač priložnost vprašati in tako naprej. Eno dobro reklamo sem videl enkrat, ko je ena punčka rekla, vedno sem bila zlata ptička. Ne? In potem se je kader razširil in je bila zelo močna. In je bila to v bistvu reklama o tem, da ni treba svojih otrok siliti, da vedno vse do konca pojejo. No, ta se mi je zdela taka, ker v resnici, ne, oni najboljše vejo, kdaj so siti, a ne. Ja, definitivno in to že od malega, a ne.
tudi zelo pogosto nas zanese ena taka lastna prepričanja, koliko bi otrok moral pojesti, koliko je za otroka prav. Mi praktično dnevno v ambulanti moramo odgovarjati na to vprašanje, že za dojenčke, koliko mleka pa mora popiti, koliko je pa normalno, na koliko ur pa je normalno. Pravega odgovor na tako vprašanje preprosto ni, a ne. Tako otroci vseh starosti kot odrasli imamo pač vsak neko svojo individualno presnovo in to seveda je lahko zate, zame, pa za vsakega otroka posebej nekaj različnega. Pomembno je, da je otrok zdrav, da je normalno zmogljiv, če je to in če njegova teža in rast taka, kot jo pričakujemo, je s tem vse v redu, ne glede na to, koliko poje, ne. Mal bi se pri ambulanti ustavil. Kaj so največje zmote v tem trenutku staršev? Kaj res počnemo? Pustiva zdaj ta strah, to sva zdaj že obdelala, malo sva že hrano, pa tako, ampak kaj je tisto, ko pridemo tja in kaj se dogaja, pa bi zdaj mogoče rekli, ok, daj to pa res ni treba, da počnemo, no. Dobro vprašanje. Težko reči, mislim, ne bi mogla reči, da kaj počnemo zelo narobe, a ne. Mogoče ta hip pa mogoče zaradi sezone mi najbolj pade na pamet kašelj. Kašelj je ena taka nekaj, kar morda dojemamo malo narobe, a ne. Kašelj je naš refleks, naraven, prirojen, ki ga ima naše telo, da čisti dihalne poti. Mi pa danes dojemamo kašelj kot naš sovražnik, ki ga je treba na vsak način ukiniti. In damo sirup proti izkašljanju. Ne samo enega, ampak po možnosti več. Kolikor jih je na razpolago, pa še tiste domače razne. Ko sem prej rekla, da je fino, da nekako razumemo zdravje skladno z naravo, a ne? Ali da spoštujemo naše telo, da zna, ne? Da naredi prav. Sploh pri majhnih otrocih, a ne, ni zelo dobro, da se z vsemi silami spravimo nad kašelj. Mali otroci ne zmorejo hotenega kašlja. Če jaz ali pa ti želiva zakašljati, bova to tudi naredila. Majhen otrok tega ne zmore. Tako da, če mi z vsemi silami blažimo in se borimo proti kašlju, ki ga otrokovo telo ima za to, da čisti dihalne poti, nismo naredili nič kaj zelo dobrega. Tako da ni čisto vedno treba iti v lekarno po sirup. Pa ni se treba čisto vedno boriti proti temu, kar naše telo počne. Kakšne stvari počne prav. Kaj pa cepljenje? To je tudi ena taka tema, o kateri se starši zdaj veliko pogovarjamo. Sam bom tukaj povedal, ker sem pač oče, da mi s tem nismo imeli nobenih težav. Pa da razumem, če jih kdo ima, seveda, no, da ne bo zdaj kaj tako narobe, ampak vzamem čisto tako, na primer cepljenje za norice. To je ena stvar, o kateri še pred 10 leti ni bilo veliko govora, ali pa skoraj da nič. Danes je pa to ena koristna stvar morda, ali ne, ali kako? Ja, vsekakor. Zdaj na Zahodu cepljenje proti noricam je pri nas v uvajanju oziroma je možno samoplačniško, se bo pa, mislim, da kar kmalu uvedlo tudi kot, da bo staršem ponujeno kot brezplačno. Zdaj na Zahodu, v Ameriki, cepijo proti noricam že kar dolgo. In sicer zato, ker norice znajo biti kar hudo grda bolezen. Mnogi otroci prebolevajo norice z visoko temperaturo, so zelo prizadeti, pa tudi tisto, kar je morda pri noricah še bolj nekako problematično. Velikokrat po prebolelih noricah otroci zbolevajo, pobirajo infekte enega za drugim, tudi tisti, ki prej niso zbolevali. Tako da norice niso tako zelo nedolžna bolezen. V enem sicer majhnem procentu lahko potekajo tudi zelo grdo s komplikacijami, kot so težke bakterijske okužbe, lahko meningitis, encefalitis in tako. To je razlog, zaradi česa sploh govorimo o cepljenju proti noricam.
Zato vprašam, ker ta mit ali pa resnica pa je, da moramo hitro iti na obisk, ne, da jih čim prej dobimo, da se jih čim prej rešimo. Po drugi strani pa, a ne, zdaj obstaja cepivo, ne, pa se vprašaš seveda, katera stvar je zdaj boljša, a ne. Jaz jih rajš ne bi imel, vsaj pri nas doma, ne. Mi včasih res take prav smešne pogovore doživljamo, ko staršem naročamo, koliko časa otrok ne sme v družbo, ker je pač kužen. Starši pa rečejo, ne, saj smo se že zmenili, saj nas vsi prijatelji prosijo, bi se radi nalezali. In jaz tako odpreš oči, ojoj, a res? Ampak velikokrat je tukaj v ozadju tudi to, ne, da bi radi, da otroci norice prebolijo v kakšnem neproblematičnem... Ja, pred dopustom. Tako, ja, ne ravno takrat, ko odhajajo na dopust. Tako da običajno so kakšne take želje tukaj, ampak dejansko si težjih bolezni pri svojem otroku ne želiš, saj jaz jih ne. Tako da s tem cepljenjem je res... Jaz moram priznati, da včasih že kar nimam več ta prave volje se na to temo pogovarjati, čeprav bi se morala. Jaz tudi staršem, ki imajo kakšne strahove ali pa zadržke, povem prvič, da sem jaz cepljena vse in da se seveda cepim pred vsakim potovanjem, vse, kar je potrebno, da sta moja 2 otroka cepljena vse in seveda, kar je še tazga, da sproti vidita, da bi si želela, da bi me koristilo. Pa tudi, da v vseh letih nisem doživela, no pa naj tako ostane, a ne, enega resnega zapleta v zvezi s cepljenjem, da bi nek otrok imel dejansko eno, ne vem, hud potek, neko bolezen, neko težavo, ki bi se zgodila v povezavi s cepljenjem. Pred časom sem, tukaj moram spet omeniti našega bivšega šefa, ki je bil zelo tak sistematičen, natančen. Jaz v enem momentu moram priznati, da sem nekako posumila sama vase, sem rekla, a morda jaz nisem dovolj senzitivna, dovolj natančna, a se jaz morda česa ne spomnim. Ko slišiš z leve in desne, kakšne vse težave je kdo imel v zvezi s cepljenjem, sem nekako podvomila, a ker jaz tega ne vidim, a je to morda zaradi tega, ker morda nisem dosti, se pravim, natančna, ker ne opazim. In se nekako oba skupaj sva prišla do istega zaključka, kot sem povedala. Tudi on se ni spomnil nekih... Oba skupaj se nisva mogla spomniti enega takega primera, za katerega bi vedela, da je dejansko bilo neko težko zdravstveno stanje povezano s cepljenjem. In tisto, kar je meni tako resnično hudo, je pa to, da je veliko staršev pa ob branju teh raznoraznih komentarjev na forumih in tako resnično iskreno zaskrbljenih, kar jaz čisto razumem. In ni fino, a ne, pred seboj videti zaskrbljene starše zaradi stvari, zaradi katerih ne bi smeli biti zaskrbljeni, a ne. Tako da ravno zdaj nedavno sva se sicer na temo cepljenja proti covidu pogovarjali z eno gospo iz Hrvaške, mikrobiologinjo, in je tako vzdihala in je rekla, saj ne vem, to je tako, kot da nismo v 21. stoletju, a ne. In nekako sva se obe gledali in sva rekli, ja, res. O tem obveznem cepljenju ne bom izgubljal besed, ker se mi zdi obvezno z razlogom. Morda samo še za klope, no, to pa je, vi veliko rečete, strokovnjaki, pojdite ven, a ne, v naravo, v gozd, potem pa je tam v bistvu skoraj največji sovražnik klop, ki je pa najmanjši, a ne. Tukaj tudi velja verjetno priporočila za cepljenje za otroke, a ne? Ja, vsekakor. Slovenija je bila do nedavnega v vrhu evropskih držav po zbolevnosti zaradi klopnega meningoencefalitisa. Mislim, da smo zdaj padli tam na 2., 3. mesto, ampak še vedno smo zelo pri vrhu. Žal gre za virusno okužbo, kjer pravega zdravila ne poznamo, se pravi, se zdravi simptomatsko, dobesedno se čaka, kaj bo. Po drugi strani, tako da vsekakor je cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu je na mestu, tako da tudi, se pravi, moja 2 sinova sta bila cepljena takoj, ko sta bila lahko. Otroci dejansko prebolevajo, mali otroci tako statistično govorim, v lažji obliki kot starejši pacienti, ampak čisto samo na to se zanašati seveda ni.
Žal je pa tako, da nas tudi cepljenje proti klopnemu meningitisu ne reši čist skrbi glede klopov, ker nam pa še vedno ostane borelioza. Ja. Tako da vsi tisti ukrepi, ki jih svetujemo, otroke preobleči, ko pridete z narave, oblačila stalno prati, zaradi tega, ker klopi ostanejo tudi na oblačilih, tega nas seveda tudi cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu ne reši. Zdaj sva oddelala prehlade, alergije, hrano, cepljenje. Kaj pa vzgoja? A to tudi svetujete? Ne vem, strokovnjaki veliko rečejo, ampak bodite to, bodite tisto. Jaz, ko sem res pogledal na pediatri.si, skoraj vsak nasvet na koncu se konča, ja pa pejte v naravo. S to naravo imamo pač veliko. Zdaj tako, kar se vzgoje tiče, jaz bi rekla predvsem to, pri otrocih pridemo skozi čist samo z iskrenostjo. Otroci vidijo v nas in skozi nas. Tako da jaz mislim, da je zelo, zelo fino, da vzgajamo iz enega iskrenega sebe. Velikokrat zdaj starši rečejo, ja, sej mu ne pokažem to, ali pa sej se trudimo skrivati ono, ali pa sej sem nekje prebral, da se moram pogovarjati tako in tako, pa imamo spletne tečaje, ne vem, kako se pogovarjam z najstnikom. Moram reči, da mene kar zmrzi, kaj takega vidim. Sej vem, da so take stvari vedno dobronamerne, ampak naši otroci rabijo nas, take, kot smo. Tako kot vsi ostali, saj tudi v vseh ostalih odnosih najbolj skozi pridemo, če smo iskreni. In jaz mislim, da je čisto v redu, če otroku iskreno povemo, zdajle sem pa žalostna, zdajle pa rabam se malo potolažiti, danes sem imela pa veliko dela, malo časa rabam, ali pa to me je pa razjezilo, ali pa na drugi strani to me je razveselilo. Tako sem vesela, če ti je fino, ko greš k nogometu. Te stvari se mi zdi, da dosti bolj sedajo na pravo mesto. In tle, ko smo zdaj pri naravi, ne pejte v naravo, to je sigurno mesto, kjer imamo bolj čas drug za drugega. Starši velikokrat vzamejo tako, mislijo, da se pogovarjajo z otrokom, tisti mama kuha, pa nekaj reče otroku, ki se igra ob njenih nogah. To ni pogovor. Pogovor je takrat, ko si ti za drugo osebo, pa čeprav je to tvoj majhen otrok, vzameš tistih nekaj minut in mu jih posvetiš in nekaj rečeš, kar je namenjeno njemu, in tudi poslušaš, kaj ti je rekel. Otroci velikokrat slišim to, ja, saj ga vprašam, kaj je narobe, pa mi ne pove. Ja, itak da ne. Mislim, kdo od nas pa, veste, prije prijateljica pa reče, joj, kaj s tabo narobe? Rečeš, nič, vse je v redu. Tako. Mi rabimo čas, in s tem, ko gremo z otrokom v naravo, ali pa če nekaj skupaj delamo, v tem času pa otrok pride do ene priložnosti, da nam nekaj pove, kaj ga teži. Ko smo nekaj časa skupaj ali na sprehodu, ali konec koncev, če na vrtu plevamo skupaj, pa otrok čez čas le pove, da mu, ne vem, ona špelca pa dela to pa to v vrtcu, ali pa da je, ne vem, vzgojiteljica rekla to pa to, zdaj sem pa žalosten, pa tako, Zato je ta čas dragocen, ampak si ga moramo vzeti, drugače ne bo. Ena najtežjih stvari. Ja. Ko se dobite pediatri iz Slovenije skupaj, premalo vas je, to je tudi ena panoga, kjer ste močno podhranjeni. O čem govorite? Da imate veliko konkurenco na internetu? O spletnih pediatrih? Žal ne. Ne, jaz bi si pravzaprav želela, da bi več zdravnikov več pisalo. Zdaj, če meriš na to mojo spletno stran pediatrinja.si, moj namen je bil najprej pravzaprav, ali pa sem mislila, da bom nagovorila samo starše pacientov, ki so pri meni opredeljeni, zaradi tega, ker
pač zaradi te naglice v naših ambulantah se mi vedno zdi, da imam premalo časa, da nisem povedala vsega, kar sem si želela in sem rekla, to bom jaz zdaj tako naredila. Pravzaprav ta prva ideja je bila, da bom imela predavanja, ne tako kot imamo šolo za starše, takrat pred rojstvom otroka, da bom pač to imela kasneje, ko so že otroci malo večji, pač da bom povedala druge stvari. Ampak pa mi je hitro postalo jasno, da ko imaš majhne otroke, pač nimaš časa hoditi okrog na predavanja, vsi mi pa pač brskamo po spletu in sem prišla do tega, da bo pač to boljša ideja. Me je pa zelo presenetilo, no, ker so bile pač te teme, ki sem jih pravzaprav jaz namenila sem svojim staršem, so bile pač zelo dobro sprejete in zdaj ker veliko staršev to bere na spletu in na Facebooku. In jaz si želim, mislim, glede na to, kakršna je moja izkušnja, bi si želela, da bi več zdravnikov, pa ne samo pediatrov, tudi zdravnikov družinskih, pa tudi mogoče specialistov drugih strok, da bi več pisalo. Zdravje je pač nekaj, kar nas vse malo teži skrbi. Najbolj, ne? Ja. V bistvu se mi v mislih to, da to, kar si zdaj ti sama rekla, to, kar vi napišete, je pač strokovno, ne? To, kar si pa lahko sami najdemo, so pa pač zdravniki, ki to niso, ne? Pa neki viri in tako naprej. In morda je tudi v družbi toliko nekega nezaupanja, ker je informacij rekordno veliko. Vprašanje pa je, kdo je avtor teh informacij, pa tukaj zdaj od teh prehranskih dopolnil, cepljenja, hrane, alergij, vzrokov in tako naprej, no? Pa seveda je to, ne, ko nekaj delaš, bolj iz prve roke vidiš, kje so tisti problemi, kje se zatakne, a ne. In tisto, kje se zatakne, včasih niso neke take zelo očitne stvari, ne. Zataknemo se v enih skrbeh vsi mi, pač glede na to, kako doživljamo, pa tako, ne, tako da, ja, zaradi tega bi bilo boljše, da bi zdravniki več pisali, vsekakor. Pa da bi si vzeli takole čas za kakšen tak pogovor, kot sva ga zdaj midva imela. Z veseljem. Hvala lepa, Vlasta, super je bilo. Jaz sem se mi zdi, da vprašal vse tiste stvari, ki nas dnevno težijo. Nič aktualnega k sreči za doma, ampak to, kar pa imamo na primer v redakciji ali pa z drugimi starši, se pa veliko pogovarjamo prav o zdravju, no. Pa se mi zdi, da včasih je res morda na pravo stran iti poiskati pravo informacijo več vredno, kot pa kakšnemu mitu verjetno. Ja. No, hvala za povabilo, z veseljem. Pa da boste imeli čim bolj prijazne starše, pa čim bolj zdrave otroke. Ja, saj so. V ambulanti. Saj so. Ne, jaz to pa moram reči, da sem hvaležna za to svoje delo, ki res ga zelo, zelo z veseljem delam, tako da. To pa lahko potrdim, pa tisti, ki še niso tega našli na pediater.si ali pa v Pogledu, pri Cicidoju, pa si bodo hitro odgovorili. Tako da, hvala lepa. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami, tako da, dragi starši, brez skrbi v naravo morate iti čim več. Če bo smrko tekel iz nosa, ga pač pobrišmo, tudi sam to počnem ves čas. Predvsem pa pazite na svoje otroke, ker se veste, vi ste tisti, ki jim dajete vzgled. Hvala lepa, ker ste bili z nami v tem novem podcastu Dobro življenje, in dobro življenje je lahko, če si ga tako tudi naredimo. Se vidimo naslednjič.